Dober dan, dobrodošli in dobrodošli vsi, ki ste se odzvali na naše vabilo na novinarsko konferenco Shoda za znanost ob predaji podpisov pod zahtevo za revizijo recenzentskega postopka Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, znano tudi pod kratico ARRS. Temu dogodku smo dali naslov Znanost v času mrka. Ta simbolika se nam je ponujala tako rekoč na pladnju, ker danes je namreč dan delnega sončevega mrka, ki bo, tega še ne vemo, viden ob točno 13:01. Do takrat bomo to novinarsko konferenco tudi končali, obljubljamo, in kar takoj predajam besedo dr. Otu Lutarju, ki tokrat nastopa v vlogi člana organizacijskega odbora Shoda za znanost. Pozdravljeni, pozdravljene. Kot verjamem vsi od vas, ki ste tukaj, veste, kako deluje organizacijski odbor, zato vam tega posebej ne bom razlagal. Namesto tistih, ki govorimo v imenu odbora, se izmenjujemo, pač malo zaradi časa, malo tudi zaradi poudarkov, ki jih mislimo, da lahko posredujemo. Torej, tokrat sem to vlogo dobil jaz. Najprej najlepša hvala za podpise in seveda hvala za tiste, ki ste prišli sem v Prešernovo dvorano in tiste, ki nas spremljate po elektronskem mediju. Rudyard Kipling, ki je naše življenje zaznamoval z nepozabnimi kratkimi zgodbami in poeziji, spomnimo se samo pesmi Če in Nočni banket, da ne govorimo o obveznem branju, knjiga o džungli, je ob neki priliki povedal, da vse, kar se je v življenju naučil, dolguje 6, kot on temu pravi, oprodam, katerih imena so kaj, kdo, kje, kdaj, kako in zakaj. Odkar sem prvič naletel na to prostodušno priznanje, si z naštetimi oprodami pomagam tudi sam. Tudi sam skušam najprej razumeti, kaj je predmet določene razprave, kdo je odgovoren zanj in tako naprej. Podobno smo ravnali tokrat in tudi že prej v organizacijskem odboru Shoda za znanost, ki je, kot veste, nastal spomladi 2017. Govorim seveda o organizacijskem odboru tistega shoda, ki je organiziral 4 srečanja ali shode, katerih namen je bil narediti nekaj za slovensko raziskovalno sfero. Ob privzeti agendi mednarodne koordinacije March for Science, in v tej agendi je bilo v ospredju tako varovanje okolja, kakor tudi boj proti relativizaciji znanosti, smo se v slovenskem primeru zavzemali in se še zavzemamo tudi za povečanje financiranja na najmanj 1% bruto družbenega proizvoda in seveda stabilnejše oblike financiranja. Se borimo proti političnemu antiintelektualizmu, se zavzemamo za pregon strankarske politike iz znanosti, kar je tesno povezano z prejšnjim, in končno prizadevali smo se in si prizadevamo za preoblikovanje šibkega evalvacijskega postopka za izbor raziskovalnih projektov. In prav slednje je ponovno tema prizadevanj to jesen, s čimer sem okvirno odgovoril, mislim, na prvo od zgoraj naštetih vprašanj, torej na kaj. Pravzaprav sem verjetno deloma odgovoril tudi na vprašanje kdo. Pobudniki celovite analize recenzentskega postopka smo tudi tokrat bili članice in člani odbora. Pobudi se pa kmalu priključil tudi KOSRIS, koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije. Na drugi strani so podobno kot prvič, torej leta 2017, bili Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Vlada Republike Slovenije.
Slednja tokrat posredno, saj se zaenkrat sestanka pri predsedniku aktualne vlade še nismo zahtevali. Prvič, se pravi leta 2017, smo namreč pri tem vztrajali takoj, torej že po prvem shodu in se pred poletjem 2017 sestali s takratnim premierjem Mirom Cerarjem in nekateri, ki ste bili takrat vključeni, se spomnite, da smo v istem letu izposlovali dodatno financiranje. Kje? Delovali smo oziroma delujemo povsod, verjetno je pa manj tistih, ki se spomnite oziroma se spomnijo, da smo leta 2017 podpise raziskovalk in raziskovalcev zbirali tako, da smo kolegice in kolege prosili, naj pišejo v kabinet predsednika vlade. Tokrat smo se za začetek omejili na dopis ministru, s katerim nas na delovni ravni čaka še veliko izzivov. Nenazadnje še vedno ne vemo, kako natančno je bil razdeljen del povečanja sredstev za znanost za letošnje leto, kako kaže z investicijami v znanost in podobno. Čeprav z večine govorimo o razmerah v Sloveniji, nenehno spremljamo delovanje podobnih agencij v Evropi in ZDA in pri tem ugotavljamo, da smo tudi na tem področju na repu Evrope. Torej, ko odgovarjamo na vprašanje, kje po potrebi segamo čez okvir slovenskih meja. Odgovor na vprašanje, kdaj, je med najlažjimi. Za resno analizo recenzentskega postopka si sistematično prizadevamo od pomladi 2019. Že takrat smo namreč tedanjega ministra Jerneja Pikala in državnega sekretarja, prav tako Jerneja Štromajerja, prepričali, da je analiza nujna in da jo je potrebno tudi financirati. Podobno smo prepričevali tudi 2 sestavi znanstvenega sveta ARRS. Odgovor na kako je že nekoliko bolj raznolik. Prizadevamo si namreč na vse načine z argumenti, primerjavami in brez vsake primesi populizma. Kar pa nas doslej ni obvarovalo pred populističnimi diskvalifikacijami iz nasprotne strani. In za konec še zakaj, in ta je seveda najpomembnejši, vendar ga bom poskušal v strahu, da pač ne bomo predolgi in zgubim vašo pozornost, skrčiti na najpomembnejše. Torej, brez premišljenega, kar se da objektivnega in dobro organiziranega recenzentskega postopka smo obsojeni na povprečno znanost. Znanost špekulantov in goljufov. In glede na zadnje, mi za konec dovolite še odgovor na retorično vprašanje Marka Twaina, ki je na začetku prejšnjega stoletja na glas razmišljal o tem, ali svet vodijo pametni ljudje, ki se iz nas delajo norca, ali slaboumneži, ki mislijo resno. Stoletje kasneje je, sodeč po razmerah v slovenski znanstveni sferi ali pa znanstveni politiki, odgovor presenetljivo preprost. Vodijo nas slaboumneži, ki mislijo prekleto resno. Najlepša hvala za ta spodbuden zaključek. Zdaj pa predajam besedo naslednji govornici, ki je doktorica Mija Oter Gorenčič, predstojnica Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU. Ona bo imela kratko predavanje o vlogi in o upodobitvah sonca v umetnostni zgodovini. Kajti ob 13:01 se bo zgodil oziroma bo viden delni sončev mrk, če bo vreme oziroma če bodo oblaki to dopuščali, seveda. Hvala lepa. Torej, spoštovani, naprošena sem bila, da spregovorim nekaj besed o vlogi sonca v umetnosti. Ta je bila vsekakor veličastna, kot je veličastno sonce samo. Fascinacija nad to 150 milijonov kilometrov oddaljeno zvezdo je v človeški civilizaciji živo navzoča že od nekdaj. Upodobitve sonca so zaznamovale tako rekoč vsa umetnostna obdobja, prav sonce pa je bilo večkrat tudi motiv, s katerim so umetniki presegali meje in tlakovali pot novim smerem v umetnosti. Za začetek poglejmo tja, kjer se zvezde rojevajo.
Kako izgleda ta skrivnostni del vesolja, je leta 1995 razkril Hubbleov teleskop. NASA je osupljive formacije poimenovala stebri stvarjenja. Ostrejši pogled smo s pomočjo Hubblovega teleskopa dobili leta 2014. V sredo prejšnji teden pa je NASA objavila najnovejšo spektakularno fotografijo, ki jo je pridobila s pomočjo teleskopa James Webb in ki razkriva fantastične podrobnosti tovarne zvezd, kot NASA hudomušno imenuje ikonične stebre stvarjenja novih zvezd. Zvezda, ki nam omogoča življenje, je Sonce, ki je staro okoli 4,5 milijarde let. Za najstarejšo upodobitev kozmičnih fenomenov velja nebesni disk iz Nebre iz okoli 3600 pred našim štetjem. Z zlatom so na njemu podobljeni polna luna, rastoča luna, zvezde, zvezdna kopica Plejad, horizont vzhajajočega in zahajajočega sonca in sončna ladja. Sonce, upodobljeno kot krog z žarki, najdemo vsaj že v poznem neolitiku. Eden od starejših primerov je tudi kamen iz Valka Monike, na katerem so pod soncem izklesani tudi ljudje in živali. Sonce so že zgodnje civilizacije povezale z obrednimi rituali in pričele častiti tudi sončna božanstva. Med najbolj znanimi je bog sonca Ra, kot najpomembnejše staroegipčansko božanstvo, ki se je sčasoma zlil in povezal z več drugimi bogovi, katerim so dodali pridevek Ra ali Re. Čeprav je Ra lahko imel več različnih podob, je stalnica sončni disk nad njim. V Perziji je bil bog sonca tudi Mitra, v stari Grčiji pa Helios. Ta je v skladu z grško mitologijo po nebu vsak dan od vzhoda do zahoda usmerjal sončni voz s 4 konji, kar je seveda aluzija na egipčanskega boga Ra, ki je svojo pot opravljal z jutranjim in večernim čolnom. Helios je bil upodabljan z žarkasto krono, pogosto na imenitni kočiji s konji. Prav Heliosu je bil posvečen najvišji kip antičnega sveta, rodoški kolos, gigantski kip na otoku Rodos. Njegova pojavnost je bila tako impresivna, da je postal eden od 7 čudes antičnega sveta. V rimski mitologiji je bil ustreznica Heliosu Sol, ki so ga po moči enačili z Zevsom, nekateri antični filozofi pa z Apolonom. Stari Rimljani pa so kot boga sonca častili tudi tedaj v primerjavi z indo-iransko različico na novo definiranega boga Mitro. Ker se je kult Mitre prepletal s kultom boga Sola, najdemo tudi upodobitve Mitre skupaj s Solom. Ta se od 2. stoletja dalje pojavlja kot Sol Invictus, torej nepremagljivi. Enak pridevek pa je dobil tudi Mitra. Sol Invictus Mitras je postal eden od najpriljubljenejših božanstev med rimskimi nekristjani. Največje češčenje Mitre se je odvijalo ob zimskem sončnem obratu, ko so praznovali rojstvo Mitre oziroma ponovno rojstvo sonca. Ker je bil rimski vladar razumljen kot vladar sveta, je bil prav nepremagljivi bog sonca, Sol Invictus, patron številnih rimskih cesarjev. Umetnostne predstavitve cesarjev z ikonografijo sonca so aludirale na večnost oziroma obstojnost vladavine cesarske družine. Hkrati se je vzpostavljala miselna povezava z vzhajajočim soncem kot simbolom preporoda. Povezavo boga sonca Sola s kultom rimskega cesarja izdajajo številna antična umetnostna dela. Tu primeri kovancev s podobo cesarja na eni in podobo boga sonca na drugi strani. Svojevrsten sončni voz je hranjen v Danskem narodnem muzeju. Gre dobesedno za sončno kočijo, bronast kip konja na 4 kolesih, ki so povezana s kolesoma, ki peljeta sončni disk. Ta je na eni strani pozlačen in simbolno okrašen. Temna stran diska je v povezavi s predstavo o potovanju sonca po nebu od vzhoda proti zahodu, ko svojo svetlo stran kaže zemlji, po noči pa se vrača od zahoda proti vzhodu in zemlji kaže svojo temno stran. Po nastopu krščanstva je del antične ikonografije, povezane s češčenjem boga sonca, prešel na upodabljanje Kristusa, ki so ga metaforično primerjali s soncem. Seveda pa se je antični motiv boga sonca v umetnosti ohranil vse do novega veka in dalje. Do osupljivih razsežnosti je ikonografijo antičnega boga sonca obudil in razvil sončni kralj Ludvik XIV, ki je prek sonca po zgledu antičnih cesarjev gradil svoj osebni kult in imel sonce za svoj emblem. Identifikacijo s soncem kot središčem univerzuma so posvojili tudi drugi plemiči. Kranjski deželni glavar Johann Zajfrid je, denimo, v podobi Apolona kot boga sonca dal upodobiti svojega sina kot vizijo sijajne rodbinske prihodnosti. Iz 20. stoletja izstopajo litografije Heliosa, francoskega kubista Georgesa Braquea, ki je ta motiv izdelal v 6 različicah.
Zagotovo najfascinantnejše so povezave s Soncem v arhitekturi. Izjemno veliko najpomembnejših arhitekturnih pomnikov človeške civilizacije je bilo koncipiranih v konstelaciji z dogajanjem na nebu. Za Sončev popek sveta velja Stonehenge. Premišljenost njegove zasnove pride do izraza predvsem ob sončnem vzhodu in zahodu ob obeh solsticijih. Da je Stonehenge še vedno eno najbolj skrivnostnih neolitskih najdišč na svetu, je dokazala razstava, ki je bila februarja letos odprta v Londonskem britanskem muzeju. Kljub svoji mistični, verski in simbolni funkciji je bil Stonehenge tudi nebesni observatorij. Tudi piramide v Gizi so lahko služile kot solarni observatorij. Ob junijskem solsticiju sonce zahaja skoraj točno na sredini med obema največjima piramidama. Najboljša točka za opazovanje je s templja Sfinge. Če bi bil ta dokončan, bi bil najoptimalnejša točka za opazovanje ne samo poletnega, ampak tudi zimskega solsticija, ko sonce oblikuje gigantsko formacijo hieroglifa Ake, ki pomeni horizont. In zakaj ravno s templja Sfinge? V novem egipčanskem kraljestvu, morda pa že tudi prej, je bila Sfinga imenovana Horem Ake, kar pomeni Horus na horizontu. Horus pa je bil egipčanski bog neba. Poletni solsticijski fenomen v Gizi velja za najimpresivnejši solarni pojav v Egiptu. Tudi v Mezoameriki so najzgodnejše orientacije solsticijske. Primer tega je tudi eno največjih tamkajšnjih svetišč. Ime piramida sonca izvira sicer od Aztekov. Tudi raziskave majevske arhitekture so pokazale, da so bile vse pomembne zgradbe skrajno premišljeno astronomsko orientirane, ni pa izpričanih arhitekturnih povezav z ekvinokcijem. Sta pa bila pri Majih in drugod po Mezoameriki pomembna dneva, ki skupaj z obema solsticijema delita leto na 4 enako dolga obdobja. Gre za dneva okoli 23. marca in 21. septembra, torej 2 dni pred pomladanskim in 2 dni po jesenskem ekvinokciju, saj orientacija številnih monumentalnih stavb in razporeditev prostorov ustrezata položaju sonca na horizontu v teh dneh. Če 23. marca in 21. septembra stojimo na vrhu piramide sonca, sonce vzide točno nad goro na vzhodnem horizontu s prav tako arheološkim najdiščem. Ob poletnem solsticiju pa sonce vzhaja nad drugim oddaljenim hribom, pod katerim je prav tako arheološko najdišče. Tudi osrednji simbol inkovske civilizacije, Machu Picchu iz 15. stoletja, na višini 2430 metrov v Peruju, je tesno povezan s soncem, saj so glavne stavbe postavljene glede na smeri neba in nebesne pojave. Polkrožni solarni observatorij, imenovan Tempelj sonca, ima 2 trapezoidna okna. Eno je okno solsticija, skozi drugo pa je bilo vidnih več zvezdnih konstelacij, ki so v inkovski astronomiji imele izjemen simbolni pomen. Pod templjem sonca je jamski prostor, namenjen obredom ob inkovskem praznovanju praznika sonca, ki se je zaključilo ob decembrskem solsticiju. To je bil tudi edini čas v letu, ko je skozi vzhodni okenski tunel posijalo sonce. Ob obeh solsticijih je pozornost usmerjena tudi na obredni kamen, katerega ime pomeni mesto ali instrument za pridržanje ali privez sonca. Služil je spremljanju sonca in padca sence z namenom ugotavljanja najpomembnejših s soncem povezanih dni v letu. Tudi prostor s 3 trapezoidnimi okni je nadalje omogočal natančno opazovanje sončnega vzhoda tekom celotnega leta in tako dalje. Vsi ti najslavnejši spomeniki pa so seveda le primeri pars pro toto, saj je arhitektur s sorodno funkcijo še ogromno. Sorodne poskuse pa najdemo tudi v sodobni umetnosti. Eden od primerov so 4 gigantski sončni tuneli, postavljeni v obliki črke X, ki jih je v puščavi ameriške zvezne države Utah postavila umetnica Nancy Holt. Postavljeni so tako, da ujamejo vzhajajočo in zahajajoče sončne žarke v času poletnega in zimskega solsticija. Luknje v betonu omogočajo svetlobi, da prodre v tunel in ustvarja vtis, da vstopate v zvezdno nočno nebo. Luknje niso naključne, marveč projicirajo različna ozvezdja, ki jih v tem primeru ustvarja sončna svetloba v tunelu in s tem zvezdno nebo prinaša na zemljo in na ljudi v tunelu. A vrnimo se v zahodnoevropski zgodnji novi vek. Tudi na Isenheimskem oltarju, glavnem delu Matijasa Grunewalda in hkrati enem najpomembnejših del nemškega tabelnega slikarstva, je presežek ustvarjen z upodobitvijo sonca. Gre za brez dvoma najslavnejšo sliko Matijasa Grunewalda v zahodnoevropski umetnosti, ki pa se vtisne v spomin ravno zaradi osupljive svetlobe sonca, ki je hkrati tudi v funkciji nimba.
Sonce je upodobljeno s središčno rumeno barvo, ki dematerializira obraz in trup in vsrka vase tudi tkanino, hkrati pa zaslepi stražarje, ki so upodobljeni, kot bi jih zadela strela. Rumeno jedro sonca v robovih prehaja v rdečo, zadnji svetlobni krog pa je moder in njegova modra svetloba seva navzdol po sliki. V tedanji teologiji so 3 barvne kroge razlagali kot simbol Svete Trojice. Impresivno upodobitev sonca najdemo tudi na veličastni upodobitvi bitke pri Isu, v kateri je Aleksander Veliki premagal perzijskega kralja Dareja, delo Albrehta Altdorferja, pionirja v upodabljanju krajin. Bitko je Altdorfer upodobil s ptičje perspektive, jasno prepoznavanje Darej, ki na kočiji beži pred Aleksandrom na konju. Krajina pokriva več kot polovico slike, odpira se nam pogled na sredozemsko obalo, Ciper in Egipt. Dramatičnost dogodka odslikava nebo z zahajajočim soncem na eni in luninim srpom na drugi strani. Tako okoli sonca kot okoli lune se vrtinčijo oblaki, središčni del pa dramatičnost umirja, kar stopnjuje kontrast in v sliko vnaša dodatno nebesno svetlobo. Dogajanje na nebu ima jasno metaforiko in je nosilec simbolnega sporočila slike. Aleksander je postavljen na stran sonca in sončnih žarkov, Perzijci pa bežijo v temo pod luninim krajcem. Okoli 40 let pred Nikolajem Kopernikom je veliki genij renesančnega sveta Leonardo da Vinci zapisal besede Il sole no si muove. Michelangelo pa je bil tisti, ki je Kopernikovo znanstveno utemeljitev heliocentričnega modela prvi apliciral v umetnosti v velikem merilu. Čeprav je Michelangelovo najbolj znano sonce zagotovo v motivu stvarjenja sonce in lune, je neposreden vpliv Kopernikove teorije jasno prepoznaven v Michelangelovi revolucionarni različici poslednje sodbe. Ta ikonografski motiv je bil predtem v umetnostni tradiciji jasno hierarhično strukturiran. Ta ustaljeni koncept pa je Michelangelo v Sikstinski kapeli dramatično spremenil in zasnoval krožno kompozicijo. V njeno središče in torej ne na vrh pa postavil Kristusa kot simbolno personifikacijo sonca v centru vesolja, okoli katerega krožijo ostala bitja, hkrati pa iz njega navidezno potekajo diagonalni žarki. Michelangelu je bila poslikava naročena le nekaj tednov po tem, ko je bila papežu uradno predstavljena Kopernikova teorija. Sončni žarki so tudi del enega najpomembnejših baročnih kiparskih del, Berninijeve mojstrovine v Rimu, kjer teatralno upodobljeni figuri v mistični ekstazi osvetljuje svetloba, ki prihaja skozi skrito okno. Pozlačeni žarki simbolizirajo in hkrati poudarjajo naravno svetlobo in ustvarjajo nepresežno upodobitev srečanja zemeljskega in nebesnega sveta. V baročno slikarstvo je več inovacij pri vključevanju sončne svetlobe vpeljal francoski slikar Claude Lorrain. Tukaj denimo z zgodnjim jutranjim soncem, ki odseva v morju. Njegovo slikarstvo je imelo velik vpliv na angleškega krajinarja Williama Turnerja. Turner je sliko, na kateri v zgornjem delu dominira simbolna svetloba vzhajajočega sonca, imel celo za svoj šedevr, čeprav je bil Turner tudi mojster upodabljanja večerne svetlobe. Na sliki snežni vihar, oranžno-rumeno sonce skuša prebiti kontrastni nevihtni oblak, ki oblikuje dramatičen lok preko polovice slike, za njim pa se sproža snežni plaz. Velik simbolni pomen ima tudi Turnerjeva slika Bojujoča Temerer. Gre za ladjo, ki je igrala pomembno vlogo v bitki pri Trafalgarju in jo na njeno uničenje pelje vlačilec s parnim kolesom. Zahajajoče sonce je od okvirja slike oddaljeno enako kot glavni jambor ladje. Sonce žarči tako v oblake nad njim, kakor na gladino vode pod njim. Rdeča barva oblakov odseva v reki in ponavlja barvo dima iz vlačilca. Sončni zahod je tudi simbol dobe, v kateri je jadra nadomestila para. Ta slika je bila leta 2020 izbrana za okras novega bankovca za 20 funtov, skupaj z umetnikovim avtoportretom, podpisom in njegovo mislijo Light is therefore color. Še malo pred smrtjo je Turner izrekel besede Sonce je Bog, s čimer je povzel bistvo svojih del, v katerih je uspel do popolnosti združiti motiv krajine in svetlobe. Tudi vzpostavitev nove zvrsti umetnosti, fotografije, je povezana s soncem. V 20. letih 19. stoletja je Joseph Nicéphore Niepce izumil heliografijo, ki jo je uporabil tudi za izdelavo prve fotografije iz narave. Heliografija dobesedno pomeni pisanje s soncem in je bila osnova za izum dagerotipije. In prav s postopkom dagerotipije je bila 2. aprila 1845 narejena prva fotografija sonca. Na njej so vidne celo sončeve pege, ki imajo okoli 2000 stopinj Celzija nižjo temperaturo kot ostala sončeva površina.
6 let kasneje je Berkovski, prav tako s procesom dagerotipije, na Kraljevem observatoriju v pruskem Königsbergu oziroma današnjem Kaliningradu posnel prvi sončni mrk z vidno sončevo korono. Leta 1872 je Claude Monet naslikal delo z naslovom Impresija vzhajajoče sonce. Prav po tej sliki je svoje ime dobilo slogovno obdobje impresionizma. Na sliki prevladuje modra, tako da sta močno oranžno sonce in njegov odsev še toliko bolj poudarjena. Atmosferski vtis je izjemno močan ravno zaradi prepletanja sončne svetlobe z vodo. Iz časa postimpresionizma naj omenim Van Gogove Sejalce. Van Gogh je s tem motivom naredil več kot 30 risb in slik, med katerimi izpostavljam delo naslikano jeseni 1888. Kot vodilni barvi je izbral zelenkasto rumeno za nebo in vijoličasto za polje. V tej kombinaciji izrazito izstopa rumeno sonce, ki učinkuje kot nimb, ki Sejalca spreminja v svetnika. Morda se je po Van Gogovem upodabljanju sonca zgledoval tudi Richard Jakopič, zagotovo pa je prav ena od njegovih upodobitev sonca tista, ki pomeni korak naprej v njegovem opusu. Gre za njegovo študijo sonca iz okoli 1905, ki je skrajno slikarsko redukcijo sonca izhodiščno delo za njegov slikarski razvoj v smeri abstrakcije. V obdobju futurizma je najslavnejšo upodobitev sonca naslikal Giacomo Balla, ki je po lastnem opazovanju dogodka 17. novembra 1914 upodobil pozicijo Merkurja pred soncem. Njegova kompozicija kaže dva križajoča se pogleda na dogodek, in sicer skozi teleskop in s prostim očesom. Večbarvni trikotniki vizualizirajo efekt bleščanja in drugih optičnih učinkov ob opazovanju. Sonce pa je izstopajoča bela zvezda v zgornjem levem kotu. 4 leta kasneje je Paul Nash dokončal sliko Ustvarjamo nov svet. Optimistični naslov se navezuje na izstopajoče naslikano belo sonce, ki žarči preko pokrajine, ki pa je popolno nasprotje tega optimizma. Razbrazdana in opustošena pokrajina z golimi drevesnimi debli in nenaravnimi zemeljskimi gomilami je posledica Prve svetovne vojne, luknje so rezultat odvrženih granat. Nash je z grozo gledal na uničenje, ki ga je povzročila vojna, in iz teh občutij je nastala tudi ta slika, na kateri sonce po eni strani razgalja kruto resničnost, a hkrati prinaša upanje. Tudi Klee je na sliki, ki predstavlja zasuk v njegovem umetnostnem izrazu, upodobil sonce. Gre za pointilistično sliko Ad Parnasum, ki je eno redkih njegovih del velikega formata, naslikana z večplastnim nanašanjem barv. Na sliki so razpoznavna vrata, streha, gora ali piramida in simbola, ki spominjata na glasbena znaka crescendo in decrescendo. Edini del slike, ki ni naslikan s pikami, marveč klasično, je oranžno sonce, s čimer je najbolj poudarjen motiv na sliki. Še en pomenljiv pomnik, črni kvadrat, je simbolično povezan s soncem. Leta 1915 je namreč Kazimir Malevič z razstavitvijo črnega kvadrata poskrbel za eno največjih prelomnic v umetnosti. Ta pot pa je vodila preko Zmage nad soncem. To je namreč naslov futuristične opere, katere premiera je bila v Sankt Petersburgu 2 leti pred tem in v kateri sonce kot simbol dekadentne preteklosti sklatijo z neba in ga pokopljajo. Za to opero, ki je radikalno spremenila pogled na tradicionalno estetiko, je Malevič zasnoval kostume in geometrično abstraktno scenografijo, med drugim tudi tale belo-črni kvadrat, ki velja za prvega znanilca revolucionarnega črnega kvadrata in suprematizma sploh. Seveda pa sonce povezujemo tudi z razsvetljenostjo, znanjem in znanostjo, ki odpira oči in razsvetljuje razum. Ena najimpresivnejših likovnih upodobitev v tej smeri je poslikava avle Univerze v Oslu, ki je delo Edvarda Munka. Središče kompozicije z 11 slikarskimi platni je prav močno žareče sonce, ki kot vir življenja in svetlobe pošilja svoje žarke in vabi k svetlobi in s tem razsvetljenju, ki ga omogoča izobrazba v Vedah, upodobljenih na sosednjih platnih. Največji sta zgodovina in alma mater, s katero je Munk nadomestil prvotno zamišljeni motiv raziskovalca. Sliki skupaj ustvarjata podobo velike medgeneracijske družine. Vsebinsko nič manj zgovorne niso manjše slike, ki upodabljajo kemijo z upodobitvijo trenutka, ki obeta prihodnost. Goli par, ki se kopa v žarkih, simbolizira fiziko, po Munkovih besedah je slika napolnjena svetlobo, ki v telesa potuje kot rentgenski žarki. Naslednja je ženska, ki se obrača k soncu, sledi v svetlobo prebujajoči se moški. Na sliki je več oseb, ki se ena za drugo dvigajo proti soncu.
Geniji v svetlobi je neke vrste nadaljevanje sončnih žarkov z glavne slike in kaže svetlobo kot izvor vitalnosti. Sledita moški, ki se obrača k soncu, in ženska, ki nabira sadove. Ta predstavlja botaniko in naravoslovno znanost nasploh. Hkrati tudi spreminja biblijsko zgodbo Eve z usodnimi posledicami za človeštvo, s prikazom pobiranja sadov z drevesa znanja. Ženska tako uživa sadove modrosti. Cikel zaokroža simbolno upodobitev izvira modrosti. Pot iz teme v svetlobo znanja je tudi osnovna ideja Plečnikovega stopnišča v Nuku, ki vodi v čitalnico. Leta 1955 je UNESCO katalonskemu umetniku Joanu Miroju za svoj sedež v Parizu naročil okrasitev 2 zunanjih sten in Miro je zasnoval keramično poslikavo Stena sonca in stena lune. Za steno sonca, na kateri dominira velik rdeč disk, je 3 leta kasneje prejel bienalno nagrado Guggenheimove fundacije. Sonce je pogost motiv tudi v delih slikarskega pesnika Marka Chagalla, v katerih je umetnik upodabljal nekakšne sanjske vizije z lirično atmosfero. Izjemno priljubljeno ostaja sonce tudi v umetnostnih instalacijah 21. stoletja. Eno najodmevnejših je leta 2003 v londonski galeriji Tate Modern postavil islandsko-danski umetnik Olafur Eliasson. V prazen galerijski prostor je umestil velikansko stropno ogledalo, na steno pa polkrožni zaslon, ki je bil zaradi odboja od ogledala videti okrogel in ustvaril umetne meglice, vse z namenom kreiranja iluzije sonca. Odziv je bil nepredstavljiv. V 6 mesecih je razstava privabila 2 milijona obiskovalcev. Številni so se vračali na razstavo, nekateri vsak teden, nekateri še pogosteje. Atmosfera je obiskovalce pripravila do tega, da so se ulegli na tla in uživali v lepoti, silovitosti in prepričljivosti instalacije. Njena izjemna estetska in simbolna globina je osupljiv dokaz tega, kako silno močno je izkustvo sonca in njegov vpliv na ljudi, celo v primerih, ko je z umetnimi posegi ustvarjena le iluzija sonca. Za konec pa se še enkrat ozrimo v vesolje. 24. marca letos je Evropska vesoljska agencija objavila fotografijo Sonca z razdalje približno 75 milijonov kilometrov, ki jo je posnel satelit Solar Orbiter. To je najkompleksnejši znanstveni laboratorij, ki je bil kadarkoli izstreljen proti Soncu in omogoča doslej najnatančnejše posnetke površja Sonca. Fotografija je mozaik 25 posameznih slik in nam predoča Sonce in njegovo korono v najvišji ločljivosti doslej. 12. oktobra, torej slaba 2 tedna nazaj, pa je Evropska vesoljska agencija objavila zaporedje slik, s katerega je razviden napredek vesoljskega plovila. Slike, ki so bile predelane v ta posnetek, so nastale med 20. septembrom in 10. oktobrom letos. Čeprav je naša zvezda, ki nam omogoča življenje, v fokusu znanstvenega zanimanja že stoletja, še vedno zastavlja nova in nova vprašanja. Še nerešene uganke raziskovalcem predstavljajo predvsem vprašanja povezana z 11-letnim ciklom sončeve aktivnosti, dalje z vzroki za segrevanje zunanje plasti sončeve atmosfere na milijone stopinj Celzija, kaj je v ozadju nastajanja sončevega vetra, kaj pospešuje sončev veter do hitrosti več 100 km na sekundo in kako vse to vpliva na Zemljo. Nova znanstvena spoznanja bodo tako brez dvoma še naprej fascinirala človeštvo in Sonce bo tudi v prihodnje zagotovo ostalo neizčrpen vir navdiha in inspiracije. Hvala lepa. Torej, najlepša hvala mi za to predavanje. Mislim, da ste vsi brez težav dojeli, kaj je bil namen tega. Saj, kot je omenila, je Sonce simbol razsvetljenosti, svetlobe, razuma, znanosti tudi, tako rekoč, o čemer teče beseda. Zdaj pa vprašanja. Če ima kdo kakšno vprašanje. V zvezi z zbranimi podpisi morda, ki jih je 600, v zvezi s povedanim, kar je povedal. Ja, prosim. Peticije v Škandinavič večer. Zanima me, kako odgovarjate na ministrstvu, se strinjajo, da je tovrstna analiza potrebna, v isti sapi pa poudarjajo, da so strokovna telesa ARRS in sam ARRS določili, da je pač stvar posodabljanja zemljenih podatkov, stvar teh teles in raziskovalne sfere.
Torej, najprej dovolite, da se zahvalim še enkrat Miji. Mislim, da je dokazala, kako v naši ustanovi, ne samo v naši ustanovi, težimo k temu, da ko se neka stvar tematizira, da to počnemo resno, sistematično in kako ne zamudimo priložnosti, ki mogoče ni neposredno povezana z neko tematizacijo, da predstavimo svoje raziskovalne rezultate in če bi izpeljeval nauk tega predavanja za ta namen, bi seveda povedal, da je to najlepši možen primer, kako lahko raziskovalke in raziskovalci v tej državi razumejo nek pojav v širši historični perspektivi in kaj vse je mogoče v tako običajnem pojavu, kot je recimo delni ali pa popoln sončni mrak, mogoče misliti in na kaj kaže opozoriti. To izpostavljam še posebej zaradi tega, ker bi želel preprečiti interpretacijo, da so se določene ustanove ali pa določene skupnosti znotraj raziskovalne sfere zdaj prepustile aktivizmu, ne, in da pač razmišljamo samo o tem, kako omogočiti boljše delovno okolje. Ne, mi delamo oboje, mi raziskujemo in hkrati opozarjamo na to, v kakšnih okoliščinah raziskujemo. Torej, opravičujem se za to dodatno pojasnilo. Zdaj pa odgovor na vaše vprašanje. To, kar so vam odgovorili na ministrstvu, smo mi dorekli z ministrom Pikalom, torej predprejšnjim ministrom za znanost, ki je sam takoj opozoril, da je znanstveni svet agencije in agencija v celoti avtonomna ustanova. Torej, eno je avtonomni gremij, drugo je avtonomna ustanova. In to podpiramo vedno in povsod. In se zato tudi zavzemamo. Zato je bil tudi njegov predlog, da organizacijski odbor predstavi svoje prizadevanja, svoje argumente in svoje dokaze na znanstvenem svetu agencije. In to smo to storili. In znanstveni svet v prejšnji sestavi je naše argumente prijazno poslušal, razprava je bila zanimiva, na kar so ugotovili, da 6 mesecev pred iztekom mandata oni niso več pristojni za to, da bi se resno zavzemali za to, oziroma da bi se odločali o tem, ali naj zdaj agencija sledi predlogu organizacijskega odbora in ne samo organizacijskega odbora, ampak množici raziskovalk in raziskovalcev, ki so se. Torej, to vprašanje, ali mi spoštujemo avtonomijo ali kdorkoli spoštuje avtonomijo te ustanove, ja, brez dvoma. Ampak to ne pomeni, da ne opozarjamo, da ta ustanova ne dela dobro. Tako da kakršnokoli ugibanje, ali smo mi sledili nekemu običajnemu protokolu, nagovarjali tiste, ki so najbolj pristojni in tako naprej, to vse se je zgodilo v zadnjih 3 letih in to je tudi poglavitni razlog, zakaj ljudje po 3 letih prizadevanj kažejo malo razumevanje prvič na sklicovanje avtonomije, ki sploh ni pod vprašajem, in potem ugotavljanje, ali je zdaj napočil čas za celovito analizo tega šibkega recenzijskega postopka, ali moramo počakati še na kakšno drugo blamažo. Ne? Torej, tako kot je recenzijski sistem, dejansko lahko podpira samo povprečno znanost. Ja, Pravite, da na ARS stojijo vsakič, ko opozorite na napake na okopih, na ministrstvu trdijo, da je ARS avtonomna, potem si lahko samo pošiljate dopise ali kako? Ja, se to tudi delamo. Od trenutka, ko je ta država samostojna, in je poprejšnji podedovala nekaj pozitivnih rešitev, recimo sistem mladih raziskovalcev in tako naprej. In ko smo v celoti bili vrženi v
projektno financiranje na začetku, pa šele potem projektno programsko, smo si pošiljali sporočila in to počeli konstruktivno z argumenti in tako so se stvari počasi spreminjale. Tako da po 30 letih lahko ugotovimo, da osnovno prepričanje izpred 30 letih, da je vse, kar se dela v znanosti, treba peljati preko projektov, za katere se priborijo sami raziskovalci, do tega, da je to zdaj vsej do polovice ali malo več sistematično pokrito, smo porabili 30 letja. Jaz upam, da ne bomo porabili naslednjih 30 let za to, da bomo ugotovili, kar je očitno in o čemer pričajo tudi druge podobne agencije in postopki. Mi, kolegice in kolegi, sodelujemo kot recenzenti pa pri drugih agencijah, avstrijski, češki, različnih nemških, ker po Nemčiji imajo to po deželah tudi organizirano ali pa po namenih in tudi v prostoru jugovzhodne Evrope. Mi poznamo ta sistem, ker ga poznamo od znotraj in poznamo nagovor teh agencij, s kakšnim servisom nam ti razlagajo, kaj moramo storiti. In ko poslušamo naše kolege, ki se obračajo na pomoč k nam, k raziskovalcem, češ da ne razumejo, kaj točno jim je storiti, skozi to ugotavljamo, da nekaj pri tem nagovoru ne štima. Se pravi, že na začetku imamo težavo in potem, če zaključim z temi rezultati, ki včasih pokažejo na to, da pač recenzijo na prigovarjanje ARRS upravijo tisti, ki se je branijo, ker se čutijo nekompetentne. Torej, vse to in še več smo zapisali, je bilo objavljeno, smo poskušali pač komunicirati tako, kot to znamo, z argumenti in zdaj smo približno tam. In to, kot vi pravite, prepošiljanje dopisov, to po 3 letih samo še dviga temperaturo pri tistih, ki se soočajo z recenzijami, ki so zelo pogosto nestrokovne, ali pa s tem, kar smo zdaj v zadnjem času poimenovali kot beloruske ocene, vi pa to uporabili deloma za naslov svojega članka, kjer pač je tistim, ki so uspeli tako po stranski poti komunicirati recenzentom vse povsod, da je pač treba dati visoko oceno, če hočeš, da gre projekt skozi. In zdaj smo v absurdni situaciji, ko lahko skoraj vedno projekt na nekem področju dobi samo tisti projektni predlog, ki je dobil oceno 15. 15 od 15. Torej, to tudi v osnovi diskreditira pač sistem recenzije, kjer pač nič pod 14,7 sploh ne bo nihče več vzel v roke. Hvala. Če ni več nobenih vprašanj, za katera sicer predlagam, da jih potem zastavljate morda na 4 oči, tam v neformalnem delu, vas vabim vse, ki ste tukaj fizično prisotni, da se pomaknete v sosednji prostor, kjer sta na voljo kava in voda, pa tudi rogljički. Hvala vsem za pozornost in nasvidenje.